Hello, hello! Pozdravljeni spet v moji družbi, že dolgo me ni bilo tukaj. Prejšnji teden sem bila, adijo pamet, utrujena, izmučena, bila sem na robu izgorelosti in enostavno nisem zmogla. Oziroma, sem posnela podcast, posnela sem za Luko Mesca, ampak jaz se nisem mogla povezati z njegovo energijo nikakor, oziroma ta vpogled je bil tako prazen. Tako da. Danes sem v bistvu naredila prav introterapijo za njega. Bom povedala pol to v nedeljo. Pač v nedeljo bom objavila njegov podcast, tako da boste takrat zvedeli več. Zdaj pa v tem tedenskem reportu sem se odločila, da bomo malo pokomentirali trenutno politično sceno na nestrokoven način. Logično, ne? Jaz nisem tle strokovnjak za ekonomijo in vse te zadeve. Jaz sem pač, dajmo reči, kar se tiče politike, nek povprečen državljan, ki ga politika sploh ne zanima, ampak pač v bistvu me zanima, samo ne na tak način, kot se imajo oni tam s temi debatami. Skratka, malo bi pokomentirala, kaj se zdaj dogaja. Seveda, jaz ne gledam televizije, ne spremljam teh poročil in vsega tega, čeprav bom si zagotovila dostop za soočanja, to me zelo, zelo zanima. Enega sem očitno že izpustila, ampak ok, gremo začeti na začetku, ne. Janez Janša, on ima zelo zanimivo strategijo. Zelo, zelo zanimivo. Njegova strategija mi je izjemno všeč. Všeč pa mi je zato, ker je res out of the box. On se je odločil, da ne bo sodeloval na teh soočenjih, oziroma vsaj do zdaj ni, kar je bilo kakšnih takih soočenj, pa je to, čakaj, moram si malo ugasniti programe, ker vidim, da mi tle šteka, tako da upam, da ne bo to vplivalo na sam video, ampak sem pozabila to narediti že prej. Malo je že zmatran ta moj računalnik, moram si počasi novega omisliti, ampak zaenkrat, lej, nisem jaz zdaj tle nek tech freak, tako da briga me, lej. V bistvu je še boljše, da mi dela počasi, lih včeraj sem to razmišljala, ker če bi delala preveč hitro, bi se še bolj izčrpala, ker jaz potem delam tako malo preveč. V glavnem, zelo ima zanimivo strategijo. V bistvu, evo, zdaj li govorimo o Janezu Janši in ko sem bila v njegovi pisarni, opisala sem jo v svojem blogu, on ima tudi na mizi, na energijskem nivoju, nek tak star računalnik, ne, in sem takrat napisala, da mu tehnologija lih ni nekako zelo bistvena. No, dobro, a boš, le vidiš, kako šteka. Ok, v glavnem, boš že prišel k sebi. In njegova strategija torej ni, ful se umika od novinarjev, ker on ne mara novinarjev, kar ga jaz razumem, on je bolj desničarsko usmerjen, novinarji pa so v glavnem precej levičarski. Zdaj, pomembno je, da ti kot novinar si objektiven in nepristranski, ampak realno gledano smo ljudje in nepristranski je biti zelo težko, tako popolnoma nepristranski. Ker vedno imaš nekega preferita v ozadju in že iz tega vidika potem se malo bolj usmiraš v eno ali pa drugo stran, če hočeš ali če nočeš. Seveda to loči ful dobre novinarje od tistih slabših, ne, bolj kot uspeš dati te svoje predsodke na stran, bolj seveda si profesionalec v svojem novinarskem poslu. Tudi jaz, ne, jaz se tle trudim biti čim bolj nepristranska, ampak če gremo na Goloba, pač težko sem jaz nepristranska do njega, ker mislim tako, da sem na njegovi strani v bistvu, ker bomo prišli še do njega. Zdaj se ukvarjamo z Janezom Janšo, pač ja, moji možgani so taki, ne, skačejo ko zajci z enega kupa na drug, tako da gremo nazaj k temu Janezu. On ima zdaj strategijo, on ima idejo koalicija z volivci. Ne, se pravi, on ima fokus na tem, da bi ustvaril ustavno večino, se pravi, da bi koalicija zasedala večino državnega zbora. Zdaj, to pomeni, da če mu to dejansko uspe doseči, pomeni, da lahko koalicija spreminja ustavo. To je lahko dobro, lahko je slabo, ker ustava jaz bi jo pustila tako, kot je, čeprav to ne pomeni, da
ne moremo dati notri kakšnih izboljšav, ampak kakšne bojo te izboljšave, ne vem. Zdaj, Janez Janša se mi zdi ful dober politik, ampak jaz mu ne zaupam li 100%, ker je preveč tak teritorialen, pa preveč tak zaničevalen do tistih, ki drugače razmišljajo. Sicer do teh, ki jih on sam pljuva, pač jaz imam tudi bolj tako mnenje, ne. Mislim, se v veliki meri strinjam z njim, ampak glede na to, da je on politik, se mi vseeno zdi prav, da bi mogel malo bolj nežno pristopiti, ne, malo bolj tako odprto, se pravi, da bolj, da jih ne, ker gre dostikrat na tak malo preveč nizek nivo, ne, Janez Janša. Ampak okej, zdaj njegova strategija je hoditi po Sloveniji, on potem nabavi oziroma najame te dvorane in imajo tam pač, tako kot sem jaz zdaj zasledila, ne vem, ali je to nek župan ali je pač to neka oseba, ki vodi ta pogovor in tam pridejo ljudje v to dvorano in vedno so ful nabito polne, vsaj tako predstavijo. In to se mi zdi zelo, zelo, zelo pametna poteza. Zakaj? Zato, ker je res lahko v stiku z ljudmi. Zdaj, tudi je bila en video sem videla, ko je Golob kao določil, kdaj bo on imel soočenja z Janezom Janšo, in pol je Janez Janša rekel, da to se je Golob kar sam odločil, kje bo Janez bil na soočenjih in da on ne bo pri teh novinarjih na soočenjih. Edino soočenje, na katerega je pristal, je podcast Aideja od Klemna Selakoviča. In zdaj, to mi je bilo ful smešno. Janez Janša je rekel, da se je Klemen izkazal, oziroma gospod Selakovič, se je izkazal kot najbolj tak, dajmo reči, nepristranski in da ni bilo z njim kao nobenih problemov. Zakaj pa mi je to zanimivo? Zato, ker on konstantno pljuva po ljudeh, ki niso Slovenci, ne? In konstantno govori o tem, da Slovenija mora ostati slovenska in da moramo ne vem kaj, in nekako s tem, ko to govori, vsaj jaz dobim tak občutek, da če se nekdo piše na ič, ne, ja, on pa že ni Slovenc, ne. In zdaj recimo Klemen Selakovič ima priimek, saj upam, da je Selakovič. Jaz sem z imeni zelo slaba, jaz to ne. Bom jaz preverila. Je prav, je prav. Se pravi, Klemen je seveda Slovenc, ampak ima očitno, glede na priimek, ima korenine bolj jugoslovanske in recimo tukaj mislim, vsaj pri tem mi je recimo Janez ful mi gre na živce s tem, ne. Naj bo Slovenija slovenska. Mislim, come on. Pač ne vem, no. Ampak v glavnem mi je všeč, da bo soočenje tam pri njemu, pri Klemnu, to se mi zdi ful zanimivo in komaj čakam, da se to zgodi, kdaj se bo zgodilo, še ne vem. V glavnem, tudi SDS podmladek, moram reči, da so se kar izkazali, oni tudi potujejo po Sloveniji, delajo nek podcast po desnem pasu, ful zanimiv marketing oziroma ful zanimiv brand so si zamislili, ali pa kako bi to niti ni, ja, marketing, se pravi, oni so itak bolj desničarji in tako po desnem pasu, in mi itak vozimo po desnem pasu, kar je nekako tako, pač ful lepa zgodba v ozadju vsega tega. Zdaj seveda jaz SDS-u nisem preveč naklonjena, nekako mi ne diši. Janez Janša kot politik, meni je on okej, kot sem rekla, ne morem mu glih 100% zaupati, ampak meni se zdi on zelo korekten in primeren za to, kje smo mi zdaj trenutno, naša Slovenija in naša politika obupno potrebuje desno vlado, obupno, če ne bomo padli v prepad s temi levičarji. Ampak tudi levičarji meni so okej, recimo, pojdimo zdaj na Gibanje Svoboda, ne. Rekla sem, da SDS-u nisem preveč naklonjena, medtem ko Gibanje Svoboda, meni je njihov vibe ful všeč. Problem je edino Robert Golob. On mi pa ni všeč, nekako mi ne gre, on ima dostikrat take butaste izjave,
če ima Janša izjave, ki so malček preveč nesramne in preveč nizkotne, ponižujoče do ostalih, potem pa ima Robert Golob glupe izjave. Evo, pač oba sta ista, samo vsak na drugi način. Res ima take, ne vem, kaj že zadnjič spet izjavil, neki štorastega. Pač Robert Golob meni enostavno ni politik. On ni politik in konec. On bi mogel biti nek štorasti komedijant neke oddaje in tam bi blestel. Tam bi on blestel, da je tako, da se lahko dela norca samega iz sebe. On je taman za kakšno tako oddajo ali pa kakšen tak, pa se ne rečem, on ima neko znanje, ne vem, ne spoznam se toliko na ekonomijo in to, ampak ajde, če bil nek gospodarstvenik, mogoče glih ni po župi priplaval, ampak ne vem, no, mene kot nestrokovno osebo iz tega področja me absolutno ni prepričal. Recimo Nika Podakar, mislim, da je Podakar, spet ne, jaz in ta moja imena, ona je predsednica gibanja Svobode mladi, oziroma Svoboda mladi. Ona mi je pa fantastična. Spet, ne strinjam se z njo v vseh pogledih, logično, da ne, ampak predvsem zato, ker je levičarska. Jaz sem vseeno malo bolj desno usmerjena, no. Pomembno mi je gospodarstvo in v bistvu to, da smo kot državljani, da nas država v bistvu spodbuja v to, da smo samostojni, ne da smo od države odvisni. In recimo na teh področjih sem jaz ful bolj pristaš desne vlade. Medtem ko leva vlada, ja, je bolj solidarna, bolj usmerjena v skupnost in vse to, kar je super, ampak ful pa trpi gospodarstvo zaradi leve vlade, vsaj tako imam jaz občutek. In te visoki davki in to, da espeji se samo višajo te prispevki, pač to nekako meni ne paše. Ampak okej, Nika Podakar, to je, če niste je še nikoli srečali, to je ena taka punca, mlada, taka malo močnejša, pa tako podobno frizuro ima kot jaz. Tle smo si ful podobni, pa obe živiva nekje na Gmajni, ne, nekje v Rovtah. V neki taki leseni koči. Dobro, jaz nisem glih v koči, ampak skoraj. Ona mi je ful taka, ful mi je všeč, no, taka res suverena, odločna, ne boji se negativnih kritik. Edino, kar me moti pri njej, je, ker tudi ona zelo pikra do Janše in spet, ne, po eni strani ga pljuva, po drugi strani pa na neki način je ista kot on, ne, tako da tle, ja, to je pa nekaj, kar v bistvu me ful moti pri tej vladi. In torej, da se druge pljuvajo konstantno. In tle pa se je recimo Anže Logar zelo izkazal. On se je v mojih očeh res izkazal 10 od 10. Zelo je tak uravnovešen, zelo ima miren pristop, zelo stremi k temu, da se Slovenija združuje. Tudi če ga ljudje pljuvajo, to zna obrniti v svojo korist. Evo, kaj je naredil s temi hamburgerji, ne. Je to v bistvu izkoristil za svojo to volilno kampanjo, kar je meni fantastična poteza. Recimo vsak ima neko svojo foro, ne, kot smo rekli, SDS ima ta podcast Po desni strani, ki ga vodijo predvsem mladi, oziroma podmladek SDS-a. Gibanje Svoboda je zdaj kupil en avtobus, to mi je tako malo what the fuck. Zaenkrat niso še nič začeli kaj konkretno s to volilno kampanjo. Malo prej sem prebrala pismo od Goloba, ki je bil napisan iz srca. Pač prazno pismo, jaz ne vem, kaj je on hotel s tem povedati, razen tega, da se je hotel prilizovati vsem Slovencem, ampak okej. Mislim, pričakovala, ker so to tako govorili, on je govoril o tem pismu, da piše pismo, da bomo vsi dobili to pismo. Jaz sem pričakovala, da bo to pismo nekaj tako, ne. Ampak v bistvu se gre samo za to, da kao, ja, sprejemamo vse, to je demokracija, bla, 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 mi smo zvišali plače, smo ne vem kaj, smo to. Kaj pa slabe stvari, ki ste jih naredili? Kaj pa to, da KPK pa vse te stvari, ne, ker ni. By the way, Golob je rekel, da če on ne bo zmagal na volitvah, da bo odstopil, ne.
To se prav spomnim, da je rekel. Malo po tej aferi iz KPK, seveda ne bo odstopil, če ne bo zmagal. Ne? Če gledamo trend preteklosti, ko so ga obtožili, da je pač kršil integriteto in ni odstopil, tako da verjetno ne bo odstopil, tudi če on ne zmaga na volitvah. Se pravi, če gremo, Anže Logar ima torej tole kampanjo z hamburgerji. Majson, se prideš pokazati? Ne, ok. Moj drugi maček, enega ste že videli, ta pa je zelo sramežljiv, zelo lep, fotogeničen maček, ampak noče biti pred kamero. Čakaj, samo malo. Glej ga, moj ljubček zlati. Ajoj, ti si tako crkljivko. Ok, zdaj lahko greš. Tako da ja, Anže Logar se je res izkazal, všeč mi je tudi njegova, mislim, v mnogih pogledih se z njim strinjam in mu absolutno zaupam, tako da če se zdaj bi mogla opredeliti, bi definitivno sem najbolj naklonjena Anžetu Logarju in stranki Demokrati. Tudi tale Eva Irgl, ali kaj je že, Eva Grill, jaz rečem, ker ima tak zanimiv priimek. Ona mi je sicer taka zelo malček preveč manekenka, ne, za politiko, ampak ok, pustimo stati videz. Kar se tiče njenega pristopa, se mi zdi zelo korektna, taka, mislim, zelo na nivoju. Zdaj mi je prišla na pamet ta Urška Klakočar Zupančič. Ona je meni izjemna ženska, zelo zanimiva, taka zna tako zelo dobro dregniti tam, kamor ni treba, zna biti taka ironična, ima nek tak prav specifičen humor, ona temu reče inteligentni humor, in bi se strinjala s tem. Sicer tako, recimo, če si predstavljam, da bi bila ona predsednica Gibanja Svobode, ne, no. Ampak predsednica Državnega zbora, kaj bi dala, da bi se to spet zgodilo? Pač Urška, recimo, jaz se nisem nikoli prej videla, v teh zadnjih 4 letih sem vedno večkrat videla kakšen TikTok iz Državnega zbora, ko je pač imela neke take pripombe in takrat sem bila, the fuck is that? Kaj je za boga to v parlamentu, pa kaj smo mi nori, pa kakšno imamo mi državo, kakšne imamo mi politike, halo? Ampak zato, ker so bili to izseki, ne, to so bili neki taki kratki izseki in seveda vzeti ven iz konteksta. Zdaj pa, ko sem jaz boljše spoznala med kampanjo za ZPPKŽ, takrat sem jo bolj začutila in takrat sem rekla, ok, ja, sem na njeni strani, absolutno. Ne vidim jo kot predsednico Gibanja Svobode, ampak veš, kaj mi gre tudi na živce pri Gibanju Svobode, ker oni imajo ful zmešan marketing, ne, oziroma branding. Enkrat so Svoboda, enkrat so Gibanje Svoboda, enkrat so Svoboda naprej. In zdaj jaz ne vem, ali so oni naprej, ali so gibanje, ali so da. Ne, tukaj so malo tako, ne, malo bi se mogli odločiti in ustrajati pri eni. Tako da tle se čuti ta njihova neka taka jadrnica, energija jadrnice, ne, kamor piha veter, tam oni grejo. Ja, nekako tako. No, SDS pa vztrajno vozi po desnem pasu, boh ne daj prehitevati, ne, in zdaj, če prije kamion, oni pač za kamionom vozijo, ali kako? Ne vem. Ali vozijo samo po starih cestah? Po starih cestah oni vozijo. Gibanje Svoboda je za avtocesto, ne. Pač zdaj me je zmedlo, zato ker sem začutila energijo določenih ljudi, ki so what? Ki ne razumejo mojega načina razmišljanja, kar jaz te razumem. Če ti ne razumeš mojega načina razmišljanja, jaz te razumem, ker tudi jaz sama sebi včasih težko sledim in si grem na živce zaradi tega, ampak ok, zdaj vsaj vemo, kje je problem, ker imam avtistični ADHD. O tem bom tudi posnela video, zato ker jaz sem se prav avtistično poglobila v to tematiko, torej v avtizem, ADHD in vse te zadeve in oh my god. Jaz sem naredila skoraj en tak mini doktorat, ajde malo pretiravam, naredila sem eno obsežno seminarsko nalogo glede tega, v navednicah, ne zares, ne. Ampak sem se res globoko poglobila in v prihodnje imam plan tudi brati malo več knjig o tem, ker me ta tematika res zanima.
Ok, zaplavali smo ven iz politike, gremo nazaj. Ne? Jaz sem kot Gibanje Svoboda, ne? Pač grem niti ne tja, kamor me veter pihne, ampak kjer se neki sveti, ne? Tam, kjer se neki blešči, tam gremo. In pol pridem tam in vidim, da je bila to samo ena kapljica vode, ki je že izhlapela, dokler sem jaz tja prišla in pol me tam, evo spet, le vidiš, oh my god. Bog pomagaj, teja božja zlata. Ampak veš, kaj je fora? Ne, nima veze, gremo naprej. Politiki. Miha Kordiš. Oh my god, Miha Kordiš. Kaj si naredil? Kaj si naredil? Zadnjič sem videla video iz tega nekega soočenja in gledam, da je to Miha Kordiš, ne, tako pobrit. In najprej sem mislila, da je to AI, ker pač Miha Kordiš, da se je obril, what the fuck. In pol jaz ugotovim, da to ni AI, da je to dejansko iz soočenja nekega, ki je bilo zdaj na, mislim, da je bil to na RTV, to soočenje. Jaz vidim, da je to iz soočenja in sem lahko, ok, čakaj, to je realno, on se je dejansko pobril. In prva misel, ko sem jaz dojela, da to res, je bila, oh my god, kaj če se je on obril zato, ker je gledal moj podcast in v enem, ne vem točno, v kateri epizodi sem to rekla, mislim, da v enem od tedenskih reportov, ko sem analizirala soočenje, sem rekla, da politiki so običajno obriti, zato ker s tem kažejo svojo transparentnost. In sem govorila, kako so vsi te veliki politiki, vsi so pobriti, ne. In pač prva misel je bila, oh my god, kaj če on gleda moj podcast? In je rekel, kaj pa če bi se tudi jaz obril, da bom bolj transparenten. Seveda, mislim, ne verjamem, da je on dejansko to gledal, ampak misel na to, da politiki naletijo na moj podcast in si ga pogledajo, mi je včasih prav tako, pač po eni strani se mi smilijo, če to gledajo. Zato, ker ne vem, pač zakaj se mi smilijo? Zato, ker jaz vem, to vem z gotovostjo, da se oni v tem vsem prepoznajo. Oni točno vejo, kaj jaz govorim, ne. Ampak je pa taka, pač moje tematike so tako domišljijske, ne, da ego to hitro reče, ne bi priznal. Recimo, edini, ki po mojem zares uživa v teh mojih, ki bi zares užival v teh mojih podcastih, je Janez Janša. On sigurno je zelo naklonjen temu, ampak ni šans, da bi on to priznal. Ne. Kot prvič sem premajhna, da bi sploh bila, da bi on mi sploh pokazal kakršnokoli zanimanje ali pa interes, ali pa da bi me kakorkoli, pač premajhna sem, logično, plus moje tematike so zelo take friluline in zdaj je predvolilna kampanja, to zdaj morajo biti resni. In če pa bi bila recimo, da bi tako ful hitro zrasla in da bi kakšen novinar, da bi recimo znala tako, da bi postala recimo prepoznavna po Sloveniji, če bi kakšen novinar vprašal Janeza Janšo, kaj si misli o mojih teh energijskih vpogledih, ki se nanašajo na njega, bi on ziher rekel, ne, nimam komentarja, to so pač zgodbice. Nekateri ljudje nimajo boljšega dela. Ziher bi kaj v tem kontekstu rekel, ampak sem pa prepričana, ne, da pol, ko bo enkrat, če bi on zdaj se recimo upokojil, pa bi se umaknil od politike in bi postal bolj nek politični kritičar, takrat pa bi mu bila tudi jaz zanimiva. Takrat bi se on lahko sprostil in bil malo manj profesionalen, takrat bi tudi bil bolj naklonjen tem mojim tematikam. Čakaj, maček mi mjavka, ta drugi zdaj hoče iti notri, ker ga zunaj zebe, zato ker sneži. Evo ga, še ta drugi mucka, moj sladi. Zaradi njega imam vse posod polno teh dlak, gled. On spušča dlake ko katastrofa, ampak kaj čemo, tako pač je, ko živiš z mački. Mislim, odvisno, Majso ne spušča nobenih dlak, on je, mislim, jih spušča, ampak ful manj. V glavnem, ja, zanimivo. Tako da, zdaj, mogoče še, če se dotaknemo ta inštitut 8. marec, sicer v bistvu ne vem sploh, kaj bi o njih povedala. Zadnjič, ko sem delala za Anžeta Logarja Vpogled, čakaj, zdaj imam ful teh dlak po obrazu.
Ko sem delala za Anžeta Logarja v Pogled, smo bili tam pri nekem hudiču in ko se ta hudič, ko sem ga pač slekla, se je pojavil ta Jaša Jul. On zdaj sodeluje z Niko Kovač iz inštituta 8. marec. Ona dva sta se zdaj dala v neko zavezništvo, čeprav sta bila prej sovražnika, tako sta nekako rekla, no, da se nista glih marala, zdaj pa se imata kao rada. In jaz sem delala v petek, se pravi 2 tedna nazaj, za Anžeta Logarjev Pogled, oziroma sem snemala video, in on je potem v nedeljo napisal objavo, kjer je rekel, da je v petek šel ven iz parlamenta in tam sta ga čakala 2 mladeniča, ki sta mu dala nalepke in sta mu rekla, da je Jaša Jul dal te nalepke zato, da pač ljudem, da je razdelil, da naj jih lepijo po mestu. In gor na teh nalepkah je bilo neki s temi hamburgerji, pa ta satelit Janez Janša, pa take zadeve. Tako da to je bilo ful fascinantno, ne, ful zanimivo. Kako se je ta dinamika ujela, torej če povzamem še enkrat, za tiste, ki mi mogoče malo teže sledite. V petek sem jaz naredila Pogled, tam na Pogledu sem našla nekega hudiča, ko sem ga slekla, sem začutila energijo od Jaše Jula. In v nedeljo, ko sem podcast objavila in napisala tudi objavo, je pa Anže Logar malo zatem napisal svojo objavo, v kateri je omenil, da je v petek dobil nalepke, ki jih je dal ven Jaša Jul. Okay? Ali je Jaša Jul? Jul. Ne vem, tak zanimiv priimek ima. Mislim, da sem si prav zapomnila njegovo ime. Se opravičujem, če nisem. Zdaj, Jaša Jul, ne, mislim, on meni tudi tako smešen, en lik, zelo smešen lik, z nekimi svojimi ideologijami. Ful mi je, kar me moti v tej naši politiki, je to, ker so desničari tako zelo desni in levičari tako zelo levi. In boh ne daj pogled malo širše, boh ne daj, ne, levi sam levo, desni sam desno, pač. Kot da ne razumejo, da če bi imeli samo desno politiko, bi bilo pol naroda nesrečnih. In če imamo samo levo politiko, bo pol naroda nesrečnih. A to nobenemu ni jasno od teh naših politikov, razen Anžetu Logarju. Meni se zdi, da ne. In pač jaz razumem, da desničarji hočejo, imajo desne ideologije, ampak oni se tudi morajo zavedati, da te desne ideologije ne bodo vsem pogodu in morajo biti tudi malček levičarji, se pravi malček bolj sredinski, ne, in enako velja za levičarje. Jaz razumem, da so oni v teh svojih ideologijah, ampak oni se tudi morajo zavedati, da njihove ideologije ne bodo v redu za vse. In prava politika je tista, ki sploh glede na to, da smo v demokraciji, prava politika je tista, ki zna uravnovesiti levi in desni pol. Da se ustvari neko vlado, ki lepo to balansira, ki balansira desno in levo politiko na način, da je čim več ljudi srečnih, da so čim več ljudi dobro počuti, da se zagovarja tako desne ideologije kot leve ideologije in se poskusi najti kompromis, ne, kompromis. In ja, Anže Logar se je tle najbolj izkazal, dejansko sem jaz njemu trenutno najbolj naklonjena, čeprav ful sem zadovoljna in vesela, da je piratom uspelo priti na volilni listič. Zdaj pirati, ne, oni, mislim, ne strinjam se z njimi v vseh pogledih, malček so mi tudi oni preveč levičarji, ampak imajo zanimive programe. Moram reči, pač meni so oni kot energijsko gledano, kot stranka, ljudje, ki so notri v tej stranki, so mi tako pač res piratski, IT-jevci, taki mi izgledajo, in nujno jih rabimo pirate, zato ker oni so ful naklonjeni temu digitalnemu svetu, tehnologiji, in glede na to, da je porast AI-ja, zdaj pa je tisti, ki se bojite AI-ja, ne, umetne inteligence, naj vas pomirim, da bo umetna inteligenca zelo kmalu postala preteklost, kajti prihaja superinteligenca, SI. In SI je tudi kratica za Slovenijo. Verjamem, da se v nas, Slovencih,
skriva ta moč za superinteligenco, ampak zdaj se pač večina ljudi se krega samo okrog te politike, namesto da bi dejansko iskali svoje potenciale. No, spet sem malček zašla. V glavnem, pirati nujno jih rabimo v parlamentu, nujno jih rabimo v parlamentu. Oni so za digitalizacijo, oni hočejo ustvariti varen splet in če jih pogledaš tako, te like, ki so notri, pač to so sami neki IT-jevci, večinoma, no. In nujno rabimo njih v parlamentu. In skoraj smo pozabili na resnico. Zoran Stevanović, moram reči, da ful mi je bilo zanimivo, ko sem delala za njegov pogled, on je v neki taki trdnjavi. In par tednov kasneje je pa on bil v podcastu z Istokom Gartnerjem, Istok fucking Gartner, in na koncu nekje ga je vprašal Istok nekaj v zvezi z družino. In je Zoran rekel, da družina, pač on je nekako omenil, da moraš zgraditi te zidove okrog, ne, da kao mediji pa to ne vstopijo v ta tvoj intimni prostor, kar se mi je zelo skladalo s tem, kar sem pač jaz videla na Vpogledu. Zdaj seveda Vpogled za Zorana Stevanovića dobijo samo člani skritega kluba Gola Slovenija in link dobiš 5 dni po prijavi, tako da če hočeš, poglej spodaj v opis videa. Mislim, on tudi, moram reči, da se mi je prikupil predvsem zato, ker je tako zelo stabilen, res, on je dosti stabilen, res je močen. Zdaj so ga novinarji pljuvali, ker je kao, so bili te brati na tem nekem srečanju in te brati kao neki mafijaš in ne vem kaj. In na koncu so 24 ur se opravičili, da je bila to napačna informacija. In to je seveda šlo Zoranu v prid, ampak je bila pa res grda poteza od 24 ur, če se mene vpraša, ne. Pač novinar ne more dati kar nekaj ven, ne, moraš se prepričati o dejstvih, ne moreš ti govoriti, ja, oni so ne vem kaj in potem čez 2 tedna, se opravičujemo, to so bile napačne informacije. Ja, s tem samo pokažeš, da kot novinar si kot prvo pristranski, ne. Ker se nisi pozanimal, ker če bi bil na strani Zorana Stevanovića, ne bi šel sploh pisati takih člankov. In če že greš pisati, pol daj se vsaj res prepričaj, ne mi potem čez 2 tedna se opravičevati, da si naredil napako. In to ne tako javno, da to prav razglasijo, ampak pač tam v objavo so tam napisali, da to je bila napačna informacija. Mislim, ne vem, se mogoče, da so tudi bolj tako povedali, ampak v glavnem Zoran se mi je kar prikupil, tudi njega bi res rada videla v parlamentu, tako da trenutno si jaz želim, kako bi jaz trenutno sestavila vlado, če bi bila vsa moč v mojih rokah. SDS-u bi dala zmago. Ne zato, ker se z njimi strinjam, ker se ne, ampak zato, ker Janezu najbolj zaupam prav zaradi tega, ker ima največ izkušenj, okej? Ampak on mora imeti s sabo v koaliciji obvezno Anžeta Logarja, nujno Anžeta Logarja, in Anže Logar bi mogel zasedati, Anže Logar na 3. mestu, Gibanje Svoboda na 2. mestu v opoziciji, okej? Jaz hočem Gibanje Svoboda videti v opoziciji, nočem, da oni zmagajo, ker če ne, bom se izselila iz Slovenije. Ne bom se izselila, ampak oh my god, ne, res, to jaz ne bom prenesla še 4 leta tega Goloba. Dovolj je bilo. Sorry. Pač super je naredil, kar je naredil, ampak zdaj pa in tega Levica, zakaj so se oni združili s to neko Vesno? Pač oni iz Vesne, meni je taken, ne vem, prvič ga vidim, ampak ne vem, kdo je ta tip, ampak izgleda tako malo, pač on izgleda bolj za nek rock koncert, za nek tak akustični rock koncert, ne pa za politiko. Ampak okej, tudi če pogledamo tako, kaj je že ta, kaj je že on, iz Pirati, kaj je že on, pozabila sem ime. Oh my god, no, ta iz Piratov, predsednik, ne morem se spomniti imena.
kaj je že? Jasmin Feratovič, ok. Ok, hvala tistemu, ki ste mi pomagali. Se pravi, verjetno ste nekateri Jasmin Feratovič in sem vas slišala. Ok. Um, ja, tudi on ni glih za politika, če gledamo vizualno, ne. Ampak, lej, Jasmin Feratovič vse tako argumentira tale iz Vesne, pa tako, no. Pa tudi Vesna, kakšno je to ime za stranko Vesna? Ok. V glavnem, Levica mi je preveč levičarska, ampak Luka Mesec mi je povedal eno zelo zanimivo informacijo glede tega, tako da v nedeljo pride podcast o njem in bom povedala, kaj so se mi dopogovarjala tam gor na energijskem nivoju. Tako da, evo, to je to za danes. Lepo se mejte, dosti se smejte in se vidimo kmalu. Čau!